Je neki taki posebni občutek, ne, da ti zbereš semenčice, ki bo šlo za jajačo celico. V mesecu marcu obeležujemo tudi materinski dan. Dan, ki za marsikatero žensko več ni tako samoumneven, kot se je to zdelo nekoč. Statistike namreč kažejo, da v starosti do 30. leta neploden vsak 10., v starosti do 40. leta pa že vsak 4. par. V današnjem podcastu imam čast gostiti posebnega gosta, Lenarčana, dr. Martina Ivca, ki opravlja svoje delo v Avstriji kot strokovnjak za oploditev na Inštitutu za hormonske motnje v Gradcu. Dr. Martin Ivec je diplomirani mikrobiolog, ki je svojo strokovno pot nadgradil s podiplomskim študijem biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kot mladi raziskovalec je deloval v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Leta 2011 je pridobil certifikat Evropskega združenja za reproduktivno medicino in embriologijo, leto kasneje pa tudi doktoriral. Danes deluje kot klinični embriolog na Inštitutu v Gradcu, kjer sodeluje pri najnaprednejših postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. V današnjem podcastu se pogovarjala o njegovem delu, najnovejših metodah zdravljenja ter izzivih, s katerimi se srečujejo pari, ki si želijo otroka. Pogosto slišimo, da se neplodnost povečuje. Kakšne pa so realne številke, nam bo zaupal dr. Martin Ivec. Lepo pozdravljen, Martin. Lep pozdrav. Kakšno je trenutno stanje? Ja, trenutno stanje, bom rekel, se počasi slabša, glede na plodnost parov, ne. Trenutno je nekje vsak 6., 7. par neploden že. Tako da tukaj marsikaj vpliva na tole, predvsem pa se ljudje prepozno odločajo za otroka, za družino. Kje so te vzroki za neplodnost? Zakaj se to povečuje? Eno je seveda, kot sem omenil, starost. Predvsem pri ženskah je problem, ko se odloča prepozno, ker ima neko določeno ovarijsko rezervo in ko ta, bom rekel, izgine, potem več ni možno, da bi lahko imela svojega biološkega otroka ženska. Potem so tudi seveda okoljski dejavniki in pa stres, ki se srečujemo z njim v vsakdanjem življenju, in to zelo vpliva tudi na plodnost para, ne. Ker če tudi tako pogledamo, včasih naše babice pa detke, oni so imeli bistveno mlajši, ne, otroke. Ja, seveda. Že pred 30. Danes je pa ponavadi... Mislim, okoli 20, ne, zdaj so pa te številke čisto drugačne. Ja, zdaj pa se že gibljamo proti 40. letom, ko se odloča za prvega otroka, in to je, ja, eden izmed glavnih razlogov, bom rekel, ja. Lahko mi dva mogoče rečeva tako statistično, kje pri vas tiste, ki imate pač primere, koliko je več ženskih neplodnih ali moških, ne? To je, bom rekel, tako pri moških kot pri ženskah je nekje vzrok za neplodnost 30-40%. Pri kakšnih 20% pa gre za idiopatsko neplodnost, pomeni, da ne moremo določiti vzroka, ampak par pač ne more naravno spočeti otroka. Je lahko tudi to brez, kot znanost ne ugotovi vzroka? Kot znanost ne, to se tudi dogaja na molekularnem nivoju, kakšne stvari, ko niso določene. Tako da, ja, ponavadi mi z določenimi testi probamo ugotoviti, kje je vzrok za neplodnost. Če ne ugotovimo, potem pač pomagamo po najboljših močeh v laboratoriju, ampak včasih tudi to ne uspe. Kako pa, na primer, je pri tebi tvoj tipičen delovni dan, ne? So verjetno up and down, ne? Mislim, dobri dnevi pa slabi. Ja, seveda. Takrat, ko bom rekel, ko zvemo kakšne dobre novice, da je katera pacientka zanosa, takrat je seveda, smo zelo veseli vsi. Ko pa pričakujemo pri določenih pacientkah, da bi morali zanos glede na kvaliteto zarodkov, ki smo jih prenesli v maternico, in ugotovimo, da ni noseča, potem pa se vsi sprašujemo, kako to, in ja,
Kakšen je ta odstotek? Imate mogoče beležite uspešnost vašega Ja, seveda, dela? mi letno delamo statistiko, nekje 35% imamo nosečnosti letno. Se gibljajo, tudi to je odvisno, kakšni mladi pari prihajajo k nam, s kakšnimi vzroki, ne. Tako da, ampak ja, tu nekje. Bom rekel, skoraj vsaka tretja pacientka ali pa vsaka tretja pacientka zanosi. Ja. Zdaj, mogoče, če se vrnemo na začetek, ne, rekla sem sicer, v bistvu ti si bil kot mladi raziskovalec v Mariboru, si potem tudi zraven delal doktorat, ali kako je bilo že? Ja, jaz sem bil tukaj v Mariboru zaposlen kot mladi raziskovalec v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo. In sem potem seveda tukaj delal predvsem za svoj doktorat, ampak sem se priučil tudi kliničnega dela, tako da sem lahko pomagal tudi v Mariboru pri kliničnem delu, ker seveda, ko delaš doktorat, moraš tudi vedeti celoten postopek, kako to pride do laboratorijske tehnike in seveda, ne, da lahko potem tudi svoj doktorat uspešno zagovarjaš in narediš. In, tako da jaz sem se tu preučil vseh laboratorijskih tehnik. Zakaj se potem nisi ostal v Mariboru, v Sloveniji, zakaj čez Lužo? To je pa Avstrija čez mejo. To pa se je začelo potem tista zgodba z temi bančnimi luknjami, pa z ZUJF-om in z vsemi temi, ko niso več zaposlevali v javnem sektorju. Ravno v tistem momentu bi mogli dejansko nekako priti do podpisa pogodbe. In seveda ni. Jaz sem po eni strani bil takrat zelo razočaran, ampak bom rekel, se pa mi je ponudila druga priložnost v Avstriji in sem vesel, da se je tako išlo po eni strani. Zato, ker so drugačni pogoji dela v Avstriji in sem tam zelo zadovoljen. Bom pa omenil samo to, da takrat, ko sem bil seveda tukaj ostal brez službe, sem želel v Sloveniji seveda ostati tudi delati v zasebnem sektorju, ampak imamo mi takšno zakonodajo, ki omejuje delo embriologov v zasebnem sektorju in na ta način dejansko sem bil primoran iti v tujino. Pa se je to zdaj čez leta že kaj spremenilo? Ali ne, mi smo bom rekel, na področju Evrope, mislim, da sta dve državi, ki ne dovolita izvajanje oploditve z biomedicinsko pomočjo v zasebnem zdravstvu. Mora biti ti laboratoriji, mora biti v sklopu javnega zdravstva. Ne vem, zakaj je pri nas taka omejitev, verjetno politično, ne vem, pač omejevanje konkurence, kakorkoli. V tujini je pač drugače glede tega. Kaj pa, če naprimer res pogledava potem Avstrijo, teh inštitutov privatnih je več? Ja, mislim, da v Avstriji je na zadnje, mislim, da je bilo 33-34 teh IVF centrov, večina teh je privatnih. V Gracu, oziroma okolica Graca, jih ima 5, nekje 5, ja. Tako da, to je čisto drage. Pri nas v Sloveniji pa, koliko vem, so 3 oziroma 2, zdaj ne vem, kako se to spreminja, ne. In, ja. Pa potem, rekel si 5 je, s temi tudi 5 sodeluje, da mislim, se poznate? Ja, zanima me bolj, so tudi Slovenci tam zaposleni ali? Ja, seveda, mi smo imeli, pred kratkim sta bili zaposleni še, koliko sem jaz poznal, 2 Slovenki, tudi embriologinji. Mislim, da še ena zdaj je zaposlena tam na enem inštitutu, ena pa potem šla nazaj po 3-4 letih in točno je pa šla potem nazaj v Slovenijo, ampak tudi na drugo področje delati. Ker zaposlitev kot embriolog v Sloveniji, če ni razpisa, je nemogoče dobiti, ne? Oziroma se ne moreš zaposliti. In s tem ti tudi na tak način država omejuje, da lahko preživiš. Ne? Ampak politika na tem področju je pač takšna, da... Omenil si, pogoji dela so drugačni. Kakšni so ti pogoji dela, pa kako izgleda tvoj delovni dan? Ti se ostaneš, ne vem, tudi 8 ur delaš ali kaj? Ja, no, bom rekel, jaz sem zelo razumljivega šefa. Prav 8 ur je to odvisno. Ponavadi delamo, moj delovni dan, kako se začne, je, da
moram se najprej pripeljati v službo, ne, ki ni tako blizu, nekje več kot 1 uro se vozim v eno smer. Da potem pa seveda moram pripraviti vse aparature, zmeriti, da vse štima tako, kot mora biti, temperatura, CO2, mi ne smemo nič prepustiti na ključju, ne? To se mora vsakodnevno preverjati, vpisovati, tako da potem pa imamo, ne? Zdaj, če imamo punkcijo, to pomeni, da je bila ženska stimulirana za hormoni in da bo zdravnik izvedel punkcijo. Takrat v laboratoriju moramo pripraviti vse za punkcijo, mi potem poiščemo te jajčne celice iz punktata, ki ga zdravnik pridobi iz foliklov, ne? In potem te jajčne celice oskrbimo, bom rekel, jih potem tudi glede na moški vzrok, ne, če je moški vzrok neplodnosti, jih potem iniciramo z semenčicom ali pa pustimo, da semenčice same oplodijo te jajčne celice. To je pač potem odvisno, kako se z zdravnikom dogovorimo, kateri postopek, laboratorijski postopek bomo izvedli. Ja, in tudi ponavadi še ocenimo kakšne zarodke izpred prejšnjih dni, ki so v inkubatorjih. Tako da, ja. Pa potem, ne vem, to zdaj, rekel si 1 uro se vozim, ti ne vem, zjutraj greš ali imaš to bolj fleksibilen delovnik? Jaz sem to fleksibilen, ker včasih začnemo tudi ob 7:30 z punkcijo, pomeni, da moram že vsaj ob 6 iti, smo vsaj pol ure prej, da mi pričnemo z delom, zato ker morajo se aparature segreti na primerno temperaturo, morajo se preveriti, da vse pravilno deluje, ne, tako da ja, potem pa ponavadi, ko je delo zaključeno, ali pa ne, lahko gremo domov. Včasih je to, če je več punkcij na dan, lahko to traja dlje časa, ne kot 8 ur, včasih pa je hitreje. Da to ni odvisno in to, jaz vam rekel, tega ne razumem, da mora biti nekdo vezan na uro, ker mi nismo v trgovini, ne, če me razumete. Mi moramo, ko je delo zaključeno, ko je vse pripravljeno, zdaj čim manj, bom rekel, bi se naj ljudje gibali po tistih prostorih, ker vseeno, ne, to moramo paziti tudi na delce in vse, tako da, ja. To je potem res posebno. V laboratoriju poteka posebni pogoji, tam ne moramo iti kar z oblačili noter, se moramo preobleči, kape, maske, rokavice, tudi preko oblačil oziroma se preobleči moramo, tako da. Pa potem tudi moraš, zdaj vseeno tu gre za živo stvar, ne? Ja. In potem vi delate tudi čez praznike, vikende? Seveda. Petek, svetek. Ne, in to ljudje ne razumejo, da ja, saj imaš mogoče kateri dan, ko si lahko prišel prej domov, ampak ti si recimo včasih vzemo 2 dni prej, da bo neka punkcija, ne, pač odvisno, kako se pacientka odzove na hormonsko terapijo, zdravnik meni javi, gled, v soboto bomo imeli punkcijo. Jaz ne morem nič za vikend planirati. Ali pa za 1. maj bomo imeli punkcijo. Imeli smo tudi že tako, da smo imeli en dan pred Božičem punkcijo, da na Božič mogo iti ocenjevati zarodke, ne, oziroma ali je bilo uspešnost postopka ali ne. Tako da ja, tudi na 31. december sem se že enkrat peljal v Avstrijo, ne, ker je slučajno takrat en pacient nekaj želel in smo, ja. Se dejansko gre za neko naravo, ki se jo moraš prilagoditi. Ne moramo mi pustiti recimo zdaj zarodkov, da so kar, ne, to so živa bitja, ne, žive celice in mi moramo oskrbeti in pravočasno vrniti v maternico, ne. Zdaj, ko prej se pogovarjala o moških in ženskah, kakvi so te postopki, kako to poteka pri ženski sam pregled pri vas, pa ne vem, potem pri moškem, ker verjetno dosti ljudi si niti tega ne ve predstavljati. Ja. Sliši se zelo zapleteno, vseeno nas je malo strah. Kako to izgleda? Jaz sem tako rekel, z večinoma, kar se v laboratorija tiče, ne, mi imamo predvsem opravka z moški da vzorec semena in mi pregledamo, ne. To je poglavitna stvar, kako se pri moških izveda tale analiza, ne, recimo
diagnostika, kaj bi lahko bilo vzrok neplodnosti. In pri moških je zelo lahko to narediti. Ne. Pri ženskah je že malo bolj zakomplicirano, tam zdravnik ponavadi naredi ginekološki pregled, vzame kri, da pregleda hormonski status, kakšne, če je s hormoni kaj ni v redu, pa tudi prehodno sledce vodo se včasih pregleda, ne, oziroma pregledajo. Ne. Ampak to je bolj zdravniški del. Ja. Koliko pa potem rabite, da vi to zadevo raziščete? Mislim, kako dolgo se to čaka? Dobro, pri moškemu lahko, bom rekel, zelo hitro. Mi, ko dobimo vzorec semena, mi to pogledamo pod mikroskopom, ocenimo, koliko je koncentracija semenčic, kakšna je gibljivost semenčic, kakšna je morfologija semenčic. To še lahko naredimo isti dan. Medtem ko pri ženskah pa traja malo dlje. Ne. Dobro, to bi bila tema za ginekologa. Ampak mi ponavadi pošiljamo to kri v druge laboratorije, ne, ki analizirajo prehodno sledce voda, tudi se dela druge. Tako da ginekološki pregled je edino, kar se naredi. Ne. In ponavadi to traja kar lahko kakšen teden, dva, po mojem, da se lahko da vse te stvari skozi. Seveda je v Sloveniji to dolgotrajnejši postopek, ne. Kako sem slišal, ne, kar traja, da se vse te preiskave naredijo. Pri nas pa, koliko je meni poznano, mi smo pa zelo zdravnika se s pacienti osebno, vedno en zdravnik vodi pacientko, ne, za razliko, kot je v Sloveniji, ko ponavadi več zdravnikov eno pacientko vodi, ne, in potem je seveda, to sem pač slišal, pacientkam neprijetno oziroma ni jim prav, ne, da vedno znova morajo razlagati stvari, ne, različnim zdravnikom. Pri nas je to drugače. En zdravnik vodi in točno ve, kaj je z pacientko se dogaja, kje preiskave še mora narediti, vse. Ne, tako da to je dosti bolj pa potem se vemo, da smo pač iz Slovenskih Goric, nam je to zelo blizu, lahko, mislim, 1 ura v končni fazi ni toliko za nas, ko bi želeli mogoče neko strokovno pomoč iz, ne vem, ali pa drugo mnenje, kakorkoli. Se veliko ljudi iz Slovenije ali pa mogoče tudi iz teh Slovenskih Goric odloča, da obišče vaš inštitut? Ali pa se obrnejo kar verjetno neposredno na tebe? Jaz sem že tudi dobil po teh socialnih omrežjih kakšno vprašanja, če se lahko dogovorim za kakšen sestanek z našimi zdravniki, tako da seveda pomagamo. Ne. V teh letih, kaj jaz sem v Avstriji, je bilo kar nekaj slovenskih parov že pri nas, tudi uspešno, seveda. Tako da, ampak bom rekel, v Avstriji, ker je toliko zasebnih inštitutov, se te verjetno slovenski pari kar porazgubijo med temi vsemi centri. Tako da, ja. Je potem potrebno doplačilo, seveda? V kakšnem znesku mi to je tudi, to pa je verjetno tudi to omejitev, ker zavarovalnica, koliko je meni znano, prizna zelo nizek znesek za to zdravljenje, mislim, da nekje 2000 evrov. Zdravljenje pa stane nekje 4500 evrov v Avstriji do 5000 evrov. Na takšnih, tam nekje bi lahko se računala, da to pa verjetno. Tako da je lastni vložek nekje 3000 evrov, verjetno, ne, po postopku. Pa še ni nujno, da je uspešno. Seveda, to je pa drugi problem, ne, ker lahko ima tudi 2, 3, 4 postopke, da pride do, bom rekel, rojstva zdravega otroka. To je tisto poglavitno, ne, rojstvo otroka. Ne. Tisto, da noseča pa potem slavi, ni uspešnost. Ne. To ni. Kakšen je pa potem postopek? Prej smo zdaj ugotavljali, mislim, si povedal, greva, preverjamo, kako je zdaj plodnost, neplodnost, ugotovimo, kje je težava, kako pa potem naprej, ne vem, zdaj. Ja, zdaj, ko se ugotovi vzrok, ne, ponavadi je tudi če ni vzroka, pa nekje ugotovimo, da sta imela partnera nezaščitene spolne odnose, pa po 1 letu ni prišlo do nosečnosti, ponavadi je nek vzrok in potem predlagamo tudi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Potem pa se odločamo, ne, vkolikor gre za moško neplodnost, torej da je vzrok pri moškem, izvedemo metodo ICSI. To je intracytoplasmic sperm injection, pomeni, da vnesemo eno semenčice v jajčno celico
V primeru, da je vzrok pri ženskah recimo tubarni faktor, pomeni, da ima zaprte jajcevode, in če moški izvid normalen, potem izvedemo IVF postopek, pomeni, da semenčice same oplodijo jajčno celico v laboratoriju. Drugače se pa odločamo, seveda vse pa odvisno tudi od starosti pacientke, ne? Koliko prejšnjih postopkov je že imela, tako da ja, to je zelo... Pa je to potem tudi boleče ali... Za moškega ni boleče. Spet ste na boljšem. Ja, nažalost, ne, za žensko pa, ja, bom rekel, ni tako boleče, odvisno od njenega praga bolečine. Okay. Imamo, bom rekel, mi imamo v lokalni anesteziji, ne, in tu recimo v Mariboru uporabljajo splošno anestezijo, in pri nas v lokalni anesteziji ne mogoče sta ni nekih, bom rekel, če je pacientka sproščena, da ni tako normalno v roku 5-10 minut je punkcija konec. Dejansko gre za 2 vboda in tiste samo začetni vbod, kar je malo neprijeten, potem pa, ko se pa punktira folikle, pa ni bolečin. No. Pa so potem, ko se izvede ta punkcija oziroma ta poseg, je potem tudi kakšni stranski učinki, lahko pride do tega? Ja, bom rekel, lahko pride do kakšne krvavitve, ne, to je zelo redko, da bi recimo mogli šivati, ampak kar se najbolj bojimo, bom rekel, pri teh stimulaciji jajčnikov je, da pride do hiperstimulacije, ne, zaradi hormonske terapije, in to je dejansko neka stanje, ki je lahko nevarno za pacientko, in takrat je pač potrebno tudi zarodke, da se ne prenaša v maternico, ampak da se jih zamrzne in da se prvo to stanje pacientki izboljša, pa se potem prenaša. Ne. Potem je tudi pacientka lahko, mislim, mora biti na bolniški ali lahko ja, to normalno? Ponavadi, če gre za hiperstimulacijo, lahko tudi hospitalizirana v primeru to, to je ponovno zdravniški bolj del, ne. Ja, tu morajo potem spremljati. Prej si omenil tudi, da je pač veliki, mislim, izziv, da se ljudje prepočasi odločajo, ne? Ja. Kaj zdaj to, da pridejo k vam na inštitut ali da imajo otroke? Da se odločijo sploh, da bojo imeli otroke. Ne? Danes si mislijo, da morajo prvo imeti neko kariero, svojo hišo, ne vem. Najprej kravca, bolj pa štalca, bolj pa še. Ja, ampak ne, biološka ura pa teče. Ne? In tu je problem, ne, da če bi se odločali prej, bi marsikdo imel lahko otroke, družino, ne? Sedaj pa imamo kar nekaj, jih tudi jaz poznam, ko dejansko je že ura biološka pri nekaterih, recimo tako slišim, tudi ko pravijo, ne, jim je že potekla, ne. Predvsem pri ženskah, ne, je lahko to vzrok, ne. In ja, pa težko reči potem, ne, pacientki, ki misli, da ko je prebrala, ne vem, v neki reviji, da je ena rodila, ne vem, pri ne vem katerih letih, ne. Ja, se zato pa je v nekem časopisu objavljeno, zato ker je to neki izredni dogodek bil, ne. Ni to nekaj normalnega, ne. Ja, seveda se sliši tu pa tam, katera, da je po 40 naravno zanosila, rodila karkoli. Ja, ampak to ni tako pogosto, ne. In če se ljudje preveč na to zanašajo, ne, se pa pozno odločijo za otroka in potem lahko sploh nima otrok, ne, in to je pač... Tako da v osnovi bi bilo bolj, mislim, bi se morali kot mi mlajši, mislim, ženske in moški, prej odločati za otroke, ne? Ker dejansko res pol tisto, se mogoče zdi, ja. Mislim, se je zdelo bolj pogovorno, biološka ura teče, ampak dejansko to drži. Ja, seveda. Poleg tega ne bi smeli odlašati z obiskom specialista v primeru, da ne pride do nosečnosti, ker neki je očitno vzrok. Aha, če se ona dva zdaj, naprimer, trudita, ja, rada bi imela. Če se trudita, pa ni, pa seveda potem marsikje sorodniki pritiskajo, ne, na ta par, njim je nerodno sploh obiskati koga, ne, to je... Še vedno je to malo tabu tema, da se o tem pogovarjati. Ja, pa ne bi smela biti, to je nekaj, bom rekel, že nekaj normalnega dejansko, ne, da
ker zelo dosti parov. Verjamem, da skoraj vsak pozna nekoga, ki je imel težave z neplodnostjo. Pa se mi zdi, da tega včasih, ali ne vem, se bolj pogovarjamo, ali pač, ker smo že v teh letih, pa se pač o tem pogovarjamo, ampak nasplošno se mi zdi, da je tega res ogromno. Ne? Ja, zelo dosti. Že bi lahko rekla, da so izjeme tisti, ki pač imajo čisto po naravni poti otroka, da so prava redkost. No. Bom rekel, če se pravočasno odločajo, je to kar... Potem pa seveda okoljski dejavniki, pa vse to mi z leti vnašamo vse neke kemikalije, neke tak in to vse vpliva. Ne? Kaj pa potem tisti, bi rekel, ne vem, najbolj primerno, ko bi vi strokovnjaki rekli, da imaš lahko otrok? Mislim, da bi bilo priporočljivo, da imaš otroke. V 20 letih bi jaz rekel, ne vem, mogoče po zaključnem šolanju, začetku dela, takrat bi bilo najbolj primerno, da čim prej. Čeprav dobro, tudi jaz sam sem, ko me pri 29, ne, do prvega otroka, tako sem tudi pozno bil glede na to. Ne. Pa še ti, ki si bil v tem fahu, kako pa to, da se ti prej nisi odločil, kljub temu, da si vedel? Ja, vse problem je bil, ker nisem imel prvoredne zaposlitve, ne. Ja, pa tako pa tudi smo nekako odločila, pa ja. Ok, zdaj naprimer, če par posumi, ok, probavala smo, ne gre nama, kaj je tisti prvi korak, ko bi ga priporočil kot strokovnjak, da ugotovita, da nekaj ne štima? Se upogumiti niti oziroma... Najprej iti na pregled. Jaz mislim, da prvo, kar bi moški moral iti na pregled, zato ker pri njemu le najlažje. Ženska tako ima verjetno osebnega ginekologa, ki ve za določene težave oziroma lahko predvidi, ne, če že pri njej vzrok. Drugače pa za moškega najlažje, da da vzorec semena in da se pogleda, ali je pri njem vzrok. Ker to se lahko hitro izključi. Ne? In če se izključi, da je moški vzrok, se potem lahko posveti ženske, kjer so preiskave malo bolj neprijetne. Zdaj me še zanima, naprimer pri teh moških, ko si rekel, da dajo teste, ko se oni odločijo. Vseeno gre to za neki, se mi zdi, ženske smo bolj vajene, ok, gremo pač ginekološki pregled, nekaj čisto običajnega, pri moškem pa se mi zdi, da vseeno zna biti ta neka barijera. Bom rekel, ja, dobro, mi ne izvajamo nekih uroloških pregledov za moške, ker to ni potrebno. Mislim, potrebno je bilo v kakšnih izrednih primerih, drugače pa moški lahko vzorec semena da tudi doma in samo prinese na kliniko, tako da dejansko za njega to ni neka posebna stvar. Teda ne rabi mnogo moških pri nas celo tak, da partner, ki dajo vzorec, pa ona prinese k nam potem tisti. Ja. Kaj pa, ne vem, tisto, ko pride, da pride do rezultatov, pa da je moški neploden. Mislim, mene bolj to psihično zanima, kako oni to tudi sprejmejo, ne? Ker se mi zdi, da vseeno bi, ženske vseeno nekako drugače te informacije, ne? Moški, ko pa... Ja, moški, to je vse odvisno od človeka, ampak mnogo moških si ne želi priznati, ne, da je pri njih vzrok. Ja. To je eno, pa verjetno mu ni fajn, ne, da on ne more spočeti otrok. Ne. To psihološko verjetno je kar močno daleč za moškega, ne, če ugotovi. Ne. Ampak to ni neka taka posebnost, ker je mnogo moških se srečuje s temi težavami. Teda jaz mislim, da bi vsak mogel biti glede tega vse do nekako se sprijazniti s tem, mogoče kaj spremeniti v življenjskem slogu. Se še lahko mogoče kakšne stvari, bom rekla, zdaj popravijo? Je mogoče še... Ja, odvisno, ne, kaj je zdaj, če moški kadi, pije alkohol, droge ali pa karkoli, ne vem, recimo tudi če dela v kakem področju, kjer so visoke temperature, kolesari imajo lahko težave, ne, ker dosti sedijo, ne. Tako da premala telesna aktivnost, veliko stresa, to vse lahko vpliva, ne. Tako da, ja. Načeloma bi se potem tudi dalo, no, verjetno tudi leta potem malo se da izboljšati. Ja, mi smo imeli že tudi primere, ko smo prvo gledali, zelo slabi vzorec, pa je prinesel čez par mesecev, pa je bilo čisto drugače. Da se človek vpraša, ne, okay. Ampak to ponavadi, če gre za kakšno težko obliko
rekel, pri moškem se to ne izboljša. Ne. Če je genetski vzrok, ne more biti take izboljšave. Če pa je vzrok zaradi ženskega sloga, te pa je lahko. Kako pa je potem pri ženskah, naprimer, da pride do te ugotovitve? Ker vseeno ženska pa je na nek način poklicana, da je tudi mama, zdaj naenkrat pa vi potem sporočite to novico. Da je vzrok pri njej. Ja, pa toliko se jaz ne srečujem, bolj se to zdravniki srečujejo z ženskami. Ampak verjetno vsaka ženska, ki se enkrat odloči, bom rekel, je ona gonilna sila, da se gre v postopke. Ponavadi, koliko jaz imam izkušnje, pa koliko slišim, ponavadi ženska, moška pripravlja, da grete v postopek. Zdaj, ali je vzrok pri njej, ali je vzrok pri njemu, to je dejansko vseeno, ampak ponavadi je, ja. Pa naprimer ti bolj v bistvu gledaš te pod mikroskopi, pa te zadeve bolj analiziraš, to je bolj tvoje področje. Kaj pa naprimer tebi to, ko dejansko ugotavljaš te stvari, a je to na nek način tebi kot igra, mislim slabšalno ali karkoli, ampak dejansko ti gledaš zdaj, bomo uspešni, ne bomo uspešni, ne? Ja, ker mi vsak posebej dojema te stvari, Bom rekel, vsaj pač vesel si, ko vidiš, da se lepo razvijajo, oziroma že takrat, ko izbiramo semenčice, katere bomo dali večjo celico, res iščeš tistega, tapo pa, recimo, in to, je neki taki posebni občutek, da ti zbereš semenčice, ki bo šlo za večjo celico in si dejansko ti. Ko pa, naprimer, ti vzameš vzorec tega, pa daš, pa potem izbiraš, med kolikimi se to izbira? To je pa lahko, bom rekel, normalno moško saj ima 15 milijonov semenčic na mililiter. Več kot 15 milijonov, seveda. Imamo vzorce, ki imajo več kot 100 milijonov, imamo pa vzorce, ki imajo skoraj nič. Tako da, takrat pri nekem poprečno zbiramo lahko tudi po, v tistem je noter več 100 semenčic, in mi pač iščemo tiste, ki mora biti morfološko idealen, in pač to lahko se dolgo zbira, zato ker morfološko so zelo različne semenčice, nekje več kot 4% se smatra za normalno pri moškem, če je več kot 4% morfološko normalnih, potem je normalno. Tako da to pomeni vsaj 4 morfološko normalno od 100 bi morali biti v vzorcu. Tako da, lahko se kar nekaj časa išče, da se najde te prave. Pač to je potem tudi malo od sreče odvisno, ker to se giba sem pa tja in mi moramo to potem najti. Včasih kjerega vidimo, pa nam pobegne. Taki tisti res idealni in tisto je potem tisti stres, ki ga imamo. Ali pa ima moški zelo slab izvid, bom rekel, semena in iščeš 10 minut in potem enega zagledaš in ga moraš potem vloviti z iglo, in to je lahko zelo težko in to vmes je pa tkivo, pa celice, eritrociti in vse živo vmes, in potem je pa kar stres, če pobegne takšen, ali pa se kaj zgodi, da se ga ne najde, to je, Kako pomembna je sama kakovost zarodka, pa kakšno vlogo igra pri sami potem oploditvi? Kakovost zarodka je zelo pomembna. Mi gledamo te morfološko, koliko celic ima, ali ima fragmente, to pomeni neke izključke iz celic, ali se razvije po nekih ustaljenem časovnem tem okviru. Ker vse to kaže na neke znake, da gre za normalni razvoj. Tada, če pridemo do tistega idealnega stadija, ki mora biti na tisti dan, potem smo zelo srečni. In to zelo vpliva na to, ali je zarodek sposoben vgnezditve
ali ne. Tako da to je en izmed zelo pomembnih dejavnikov pri nas. Zato, ker mi gledamo škatlo zunaj, recimo, in škatla mora biti lepa, tako primerjamo, ne vemo pa, kaj je v škatli. Teda, če ima kakšne genske nepravilnosti ali pa karkoli, to pa mi ne moremo videti. In to je pač tisto. Lahko imamo na koncu več zarodkov, če zberemo pravega, lahko da en ima neke nepravilnosti in potem ne pride do nosečnosti, tudi zaradi tega, ker se ustavi ali pa ni sposoben gnezditve ali pa pride do spontanega splava. Tako da tudi, če vam rata, pa tebi vrata uspeš najti ta pravega, še ni nujno, da... Ne, ni nujno, ne. Tudi če se vse v redu razvija, tudi če ima veliki potencial, je lahko na koncu... Lahko tudi vzrok v maternici, da ni primerno okolje za zarodek v tistem okviru. Kako pa potem je na področju tehnologije? Vseeno ti zdaj si že v tem poslu, kar potem 15-20 let? 15, 16, 17 let. Slavih 20, bi lahko rekla. Kako se je potem tehnologija tu razvijala? Ja, zelo. Zdaj jaz gledam klinični del, kar je, bom rekel, mediji se izboljšujejo, ki so primerni za gojenje zarodkov. To se zelo izboljšuje. Izboljšujejo se inkubatorji. Zdaj je nova tehnologija, ki se klinično uveljavlja, je timelapse metoda, pomeni, da se zarodke spremlja v inkubator s pomočjo kamere, njihov razvoj in se na podlagi tega, da mi več ne rajmo zarodkov jemati iz inkubatorja, ampak to je zelo draga tehnologija. To je pa edina omejitev, je zelo draga in tudi tukaj že programi sami med razpoložljivimi zarodki, ki se razvijajo, oni sami povedo, kjer ima največ možnosti za gnezditev. Teda dejansko se že malo kaže ta umetna inteligenca na nek način, da bo tu tudi na tem področju pomagala. Še do izboljšave rezultata. Tako da ni, veliko ljudi se boji tudi umetne inteligence, ampak imaš dobre pa slabe stvari, ampak pri tej stvari nam dejansko lahko pomaga. On ima več, verjetno milijonov slik lahko v sistemu in na podlagi nekih znanih rezultatov, predvidevanj in to lahko on samo gotovi, ti so pa, ker bom rekel, vsi ljudje smo se razvijali iz celičnega stadija naprej in na podlagi nekih znanih vzorcev, kje so bili uspešni postopki, on lahko predvideva tudi pri novem, če se normalno razvija in kjer ima največ možnosti. Kaj pa so še kakšne take druge novosti v tej tehnologiji na vašem področju, ki so mogoče malo še futuristični? Ja, malo so. Zdaj, koliko je meni znano, pa tako, ko slišimo, bi naj šlo za neke umetne ovarje, kjer bi naj se zunaj te stimuliralo tele jajčne celice, da dozorijo. Koliko vem, da delajo genske terapije, na zarodkih, kar je tudi je kar regulirano področje. Tu so možnosti, zato ker to je celični nivo in vse, kar se tukaj dejansko spreminja, potem vpliva na celotnega človeka, tu bi se lahko popravljale določene delne bolezni ali pa kakšne izboljšave delale, ampak to je... To smo že kar na takem področju. To je zelo tako področje, ki je futuristično. Pa prihaja tu, tudi te etične dileme so že potem, Se tudi ti kdaj srečuješ s kakšnimi takimi? Mi delamo klinični del, tako da mi... Pri kliničnem pri kliničnem ni tega. Tudi recimo, če bi kateri par, ker mi ne delamo, bom rekel, ne preverjamo, katerega spola so zarodki, recimo, Tada tudi pri nas ne morajo zahtevati, da bi imeli recimo določen spol, pa tudi ne bi hotel tega, da bi lahko pacienti zbirali. Razen, če bi šlo za, glede na spol, neke prenosljive bolezni, ampak drugače pa se mi zdi to, da naj narava sama. Pa so kdaj kakšne taka vprašanja, ki se vam zdijo vam kot strokovnjakom
Je bilo že kdaj primer, da je kakšen prišel, ne vem, da bi imel kakšno tako posebno zahtevo ali pa neobičajno zahtevo? Ponavadi želijo otroka. In jim je vse eno. Okay. Vse je tako prav. Ne? Ja. Dobro, zdaj nekdo, ki bi si želel trojčke, to je že ena taka izmed tem, ko rečemo ne. Aha, so tudi prišli, da bi prav imeli trojčke. Ja, da bi imeli več naenkrat, ali pa dva, recimo, ali pa tak. Ne. Zdaj, če vidimo mi, da se zarodek oziroma zarodke lepo razvijajo in da lahko zberemo enega in da je pacientka mlada, da nima nekih prejšnjih neuspelih postopkov, je ponavadi vedno se prenaša en zarodek. Zato, ker pri dvojčkih so ponavadi komplikacije v nosečnosti. Ne. In to ni vredo. Tako da tukaj so te, bom rekel, etične dileme so te, da bi nekdo želel več zarodkov. Ne. In je tudi tako zakonsko to regulirano, da se več kot 3, mislim, da tudi v Avstriji, pa tudi v Sloveniji, da se ne sme sploh dati nazaj, ne glede na kvaliteto. Kako to, mislim, čisto laično vprašanje, ampak se mi zdi, da sem dostikrat slišala za primere, ko so bile ženske umetno oplojene, pa so ravno dvojčke imele, da je prišlo do dvojčkov. To je kar, bom rekel, kar, če se 2 prenašata zarodka, ali pa 3, lahko prije do dvojčkov. Ponavadi mi pravimo v IVF-u, saj dvojčki, ponavadi računamo, da bo za enim noseča. Bomo rekli tako, kot se 2 prenašata. Ne. Redko daj rečemo, tu pa lahko zna biti, da bodo dvojčki. Aha. Ampak pacientka mora podpisati, da se strinja za prenosom 2 zarodkov. Ja. Zakaj pa potem prenašate 2, kot eden za rezervo? Ali? Bom rekel, glede na preostale poizkuse, če so bili neuspešni, ne? Ker vedno je nekje, če se prenaša, bom rekel, če je bila prej prenos enega zarodka, pa ni bil uspešen, se prenaša 2, ker mogoče pa smo vzeli napačni zarodek, ne? Ki ni imel tistega potencijala, tistega, ki pa je imel potencijal, smo pa zamrznili za kasnejša. Ne? In ponavadi potem, če ni tak, bom rekel, če je pacientka že toliko stara, ne, da se ne moremo privoščiti, da bi še malo odlašali. Slišala sem tudi, da zdaj prihaja ful, ne vem, če pravi izraz, ali je to trend, da se v bistvu ženske, naprimer, ali zbolijo, dosti je že tudi taki, ki se odločajo, da bi imele potem kasneje otroke, da si v mlajših letih dajo zamrzniti semenčica. Je to, jajčica, pardon, ja. Je to, drži, mislim, je to pri ženskah, moških, mislim, ste se tudi s tem srečevali? Mi se bolj srečujemo z zamrzovanjem semena. Ampak ponavadi mora biti neki vzrok, ali je to onkološki vzrok, neki vzrok mora biti. Tole social freezing, zdaj, koliko vem, pred kratkim še ni bilo v Avstriji to dovoljeno. Zna pa, da se nekaj tu spreminja. Ampak če je vzrok pri ženskah, ali je to rak, ali je to kaj drugega, ne vem, napredujoča endometrioza ali karkoli, ne vem, potem se to lahko izvede, drugače pa to ni tako zaželeno, ne, da bi se ženska pri 20 zamrznjene jajčne celice, pa pri 40 potem s temi izvajala postopke. Ne. To pa tudi to je potem 20 let bi bile zamrznjene celice, to ni nekako, mi imamo, ne vem, 10-letno za zarodke omejitev, ne, da se lahko zamrzne oziroma ne. Da tu je tudi potem vprašanje, ne. Pa misliš, da se bo tukaj spreminjalo v to smer, da mene, mislim, ko sem to prebrala, mi je bilo tako, da lahko res do tega prije, ne vem, da se bo punca pred 20 odločila, si bo dala zamrzniti jajčica, pa bo rekla, zdaj bom jaz si kariero zgradila, potem bo imela otroke. Ja, samo ne vejo, v kaj se spušča. Ne, viš, to se meni zdi. Ker, to je, bom rekel, ne vem, če to tako zavestno nekdo naredi, ne, kaj pa, če potem bo komaj pri 50 ona želela, ali pa ne vem karkoli, ne. Pol pa otrok že tudi, ne, pol pa dojenček nima več tak vitalnih staršev, če so starši že, ne vem, 60 stari ali pa ne vem koliko, ne. Tako da... V končni fazi tudi tvoje telo vprašanje, kako ga bo sprejelo, ne? Kako bi to sprejela, ja. Ne, ni nujno, da... Ja, tukaj jaz mislim, da
Ne, mislim, da moče ima Češka, kaj je glede tega. Češka vem, da ima dosti donork, za jajčne celice, to vem. Glede social freezinga pa nisem. Tako da tukaj ne bi zdaj preveč špekuliral. Ja. Ne? Ampak... No, zdaj se je komaj o tem začelo govoriti, vprašanje, kako se bo pa res razvijalo v prihodnosti. Ja. Je pa meni tu malo... Ne, jaz mislim, da bi mladi mogli imeti, ne? Takrat tu je največ do 40. ne? Dobro, dokaj še lahko, tam do 43. še gre, pol pa ne vem, 45, pa, ko je že menopauza, pa ponavadi ne, je pa... Že telo zaradi tega potem tudi reče, ne? Nisem več tako... Jaz bi predlagal ponavadi prej, ne kasneje, ne. Ok. Mislim, si rekel, ti ne toliko, ampak mogoče v vašem inštitutu ste se kdaj srečevali s pari, ki so pa mogoče za kakšnih moralnih ali etičnih razlogov rekli, ne, tega postopka pa ne smeva, ne bova, ne želiva? To verjetno so lahko rekli samo zdravniku, ker jaz se vedno srečujem za takšnimi pari, ki želijo imeti otroka. Tako da tukaj ne vem, ampak ponavadi tisti, ki prijajo k nam, si želijo otrok. Sem pa slišal že pare, ki so rekli, ne, na ta postopek pa ne grem, zato ker te rajši nima otrok. In Kaj pa mogoče se ti spomniš kakšnega, kot je bil tako res primer, kot te se je dotaknil, da te je res ganil? Več postopkov, bom rekel, takih je bilo, tu je z Maribora tudi, pa nekaj iz Avstrije. Vedno si vesel, ko je po parih, ko so kakšni taki posebni primeri, kjer, ne vem, izstopa, ne, ko so res težko, da bi prišli do otroka in na koncu so noseči in imajo otroka, ne, in da si jim ti pomagal pri tem, ne. Ko niso imeli nobenih možnosti, če bi po naravni poti, ne. Ali pa tudi, ko so imeli, ne vem, par postopkov neuspešnih, pol pa v zadnjem postopku pa bil uspešen. In to z dvojčki. In potem pridejo, ne vem, čez eno leto, leto pa pol in z otroci in to je, Se pridejo bolj pokazati. Ja, kako so otrujeni. Pa ne prespati. Ponavadi, Ja, tudi to pride zraven, ne? Mislim, pride potem pri otroci. Kako pa, na primer, primerih, so bili kdaj primeri, ko so se pari večkrat trudili, pa jim res ni uspelo? Ja, seveda. Mi smo imeli že eno pacientko, mislim, par pacientk, ki smo imeli zelo veliko, mislim, kar več kot 4 postopke in smo jim tudi svetovali, da na žalost, glede na leta, ne, glede na prejšnje postopke, sicer oploditve, mislim, so bile uspešne, bom rekel, celic, ampak do zanositve pa ni prišlo, ne. In to nič ne pomaga, da imamo mi lahko lepe zarodke ali pa dosti zarodkov, če na koncu ni primernega zarodka za vsaditev, oziroma da bi bil uspeh zagotovljen, oziroma vsaj neke možnosti, da bi bile. Ne. Ampak ponavadi se s tem mnoge ženske nočejo sprijazniti, ne, ko že ima toliko postopkov in nažalost je hudo, ne, ker veš, da če bi pa prišla mogoče par let prej, bi pa lahko imela otroka. Ne. Pa to govoriva, naprimer, verjetno bolj kot ne pri starejših res pacientka. Ja. Ali pa tistih, recimo, lahko imamo tudi kakšne mlade, ki ima prezgodno menopauzo, ne, oziroma ki je kar ta ovarska rezerva zelo slaba. To se tako vidi na hormonskem statusu, ne, ko pregleda in to je vse odvisno, ne, od človeka do človeka, kje je vzrok. In ponavadi pri starejših, ne, je škoda, ne, zato ker te jajčne celice so toliko stare, kot je ženska in ponavadi že imajo neke poškodbe oziroma nekaj ne štima na molekularnem nivoju potem, ne. Zdaj, pri tvojem delu loviš semenčeca, odgovorno delo, natančno delo. Kako potem ti usklajuješ, pa tudi tako zelo razgiba urnik, kako usklajuješ to privatno pa zasebno? Ja.
Lahko planirate, ne vem, dopust, naprimer, je kar... Zelo težko. To se jaz prej moram dogovoriti, vsaj nekaj mesecev prej se dogovorim, kdaj me ne bo, da bom odsoten, zato da imamo mi nadomeščanje v primeru, da slučajno pade kakšen par v tistem 2 tednih, ko mene ni. Ja, drugače pa... Jaz sem zelo srečen, da to delam, zato ker vidim, da prinašam neko veselje lahko ljudem, ne, če je uspešno. Ne. Tada pa veseli me to delo. Pa kdaj si se odločil, da bi res to delal? Že od malega? Ne, to je slučajno. Jaz sem se vpisal kot na mikrobiologijo, potem pa sem tukaj globoko za mladega raziskovalca in ko sem jaz to spoznal delo in videl, kako se to dela, me je fasciniralo. Ne. In da si ti tisti, ki dejansko pomagaš in dejansko čuvaš prvih 5 dni starosti nekega človeka, ne? Ja. Ti si varuška, ne? Ja. Njihova, jih hraniš, jih predstavljaš, jih gledaš. Ne? Ja. Takrat sem rekel, ja, to pa bi jaz delal lahko celo življenje. Pa, mislim, kot otrok si imel kdaj kakšne, ali si bil bolj mahnen na biologijo ali nekaj? Ja, bolj sem imel, jaz sem vedno rad videl. Starši so bili že kaj iz tega področja ali ne? Ti si čist unikum. Ja, mama sicer dela v zdravstvu, ampak je delala v zdravstvu kot fizioterapeutka, ampak jaz sem pa bolj rad sem gledal te poljudno-znanstvene oddaje. Ne. Ja. Tako da, ja. Me skozi nekako na molekularnem nivoju vse fasciniralo. Ne? In... Potem tudi tvoji ženi ni enostavno, ker pri tebi se za nekaj dogovoriti, pa da se ti nečesa držiš, je potem glede na službe. Ja, to je zelo, zelo težko. Tudi karkoli planirati čez vikende. Ne? Jaz rečem, ja, vse lahko se dogovorimo, ampak bom pa sigurno vedel takrat in potem je kar ne. Malo nevolje, če slučajno ravno takrat pade kakšno delo, ne? Ampak zdaj že razume. Včasih na začetku je bilo bolj težko razumeti, kako se jaz to ne morem dogovoriti, ne? Ampak zdaj pa že. Žena pa, če se ne motim, je profesorica glasbe? Ja. Tu v Lenartu tudi? Ne, ona zdaj uči na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Ok, ona ima bolj potem neki, bi rekel, ustaljen urnik. Ona ima ustaljen urnik in točno ve, kdaj bo imela dopust in kdaj lahko gre na dopust. Medtem ko pri meni, ne, je pa jaz lahko rečem, gledaj, zdaj sta zdravnika šla na dopust, zdaj pa mi lahko gremo. Pa ona reče, jaz pa zdaj ne morem. Ne. In tako da imamo mi kar skozi nekako to dogovarjanje, kdaj bi šli na dopust, pa ja. Pa moram se uskladiti seveda za zdravniki. Ne. Ja, potem pa še imaš tudi ti, imaš 2 otroka, ne? Ja. Še z njima usklevati? Ja, ponavadi gledati, da ne manjkata preveč v šoli. To je prvo, ne. Ja. Pa ona dva včasih tudi ne razumeta, ne. Ko smo na neki rojstni dan dopoldan na neki piknik povabljeni, jaz pa moram iti prej v Avstrijo delati, ne. In smo ponavadi kje zamujali ali pa tudi na kako poroko smo zamudili, ne. Ja, kot družina, ne. Ampak ja. Kaj pa potem tvoji otroci? Si že lahko navdušil za tvoje delo ali se... Ne še, bom rekel. Otroci nekako površno vejo, kaj delam. Ne veta še natančno, ste še malo premala. Malo premala? Čarka malo premala, sin je že 16, pa ne, ampak drugače pa nista še izrazila želje, da bi ona dva zdaj da bi ima več kaj povedal to, kaj jaz delam. Ja. Kolikor se spomnim, ko je bila tvoja, kako je že ime, mislim, da je Nika? Ja. Nika, ne? Ja. Ko je bila tukaj, pa mislim, da je rekla, da bi rada bila zdravnica. Ja. Tako da je malo se vseeno dotika. Ona bi, rada bi imela neko odgovorno delo. Čeprav trenutno je zelo dobra na športnem področju. Ja. Na atletiki dosega vrhunske rezultate gledano. Jaz zelo vesel, da šport tako privlači, pa da se najdla tukaj, da jo spodbujamo. Ja, ker bi rekla, dan danes skoraj da velja, mislim, če gledamo spet tudi mogoče statistike, vedno več otrok je
prekomerno hranjenih, so bolj kot ne soočajo z debelostjo. In takrat Nika je govorila, da je dostikrat tudi sošolci malo tako dregajo, pa športnica, pa kolajne, polno, pa to. Kar me je zelo vseeno, pač punca je pridna, rada to dela, v tem uživa, pa vseeno malo potem sošolci porogajo, pa ne. Ja, ker seveda izstopa. Izstopa, ne, in ona je zelo močen karakter. Ma to po ati ali po mami? Ja, malo po enem, malo po drugem. Po meni ima vztrajnost, bom rekel, ja. O, super. Ja, po mami pa bolj bolj oštra. Kaj pa potem pubec? Ja, on pa se bolj, bom rekel, zanima tako zgodovina, bolj ga zanima, ja. Ampak bomo videli, zdaj prvi letnik druge gimnazije in se še ni odločil, kaj bi delal. Ampak še ima čas. Pa dobro, to, če še v gimnaziji ima še potem vseeno toliko časa. Da. Malo smo se zdaj družinsko, ampak tudi še me zanima, menila smo malo dopuste. Kaj pa so potem tvoji hobiji? Zdaj pač tudi spet moraš jih prilagoditi, ali kako se ti sprostiš? Imaš kakšne posebne, ali bolj kot ne služba, družina? Bolj kot ne služba, družina, tu pa tam kakšen izlet, športam, kar delam lahko tu v naravi, doma. Kakšne pogoje se ti zdi, Lenart, za te stvari, za družine? Meni se zdi to super. Meni je to odlično okolje, prej smo živeli v Mariboru in tu je neprimerljivo boljše. Teda, jaz sem zelo vesel, da smo se preselili v Lenart. Je narava, je športni objekti, so atletski stadion edino pogrešam, tu bi lahko naredili, ne? Da bi lahko Nika trenirala, ampak drugače pa se mi zdi to super okolje za vzgajanje otrok. Veš kaj, tudi enkrat sem prebrala, mi je bilo ful zanimivo, pa dejansko je res tako, bi jaz tudi rekla, da sem tudi jaz taka, da dostikrat ljudje, ki imajo neke posebne poklice upravljajo, če grejo na kakšne piknike, pa to veš, polih pa kar doma, sorodnike ali znanci kar podregajo, pa vprašajo, ker jaz tudi, naprimer, osebnega zdravnika bi kar, ali pa veš, pa se mi je tu zgodilo, kaj misliš, bi lahko bilo. Je pri tebi tudi v temu fahu, pač, ko si ti greš na kakšen piknik, pa kjer stopi do tebe kakšen moški ali pa ženska, pa reče, čuj, Martin, sem slišala, ti to pa to delaš, tudi poprašujejo za mnenja. Bom rekel, tako na pikniku ne toliko, bolj ko ne, nekdo nekoga pozna in potem, če lahko mene kontaktira in na tak način potem, je kar, ampak, to je zelo dosti je tega. Bom rekel, da... Pa rajši bolj na samem, seveda. Ker je res to zanimivo. Zakaj to še vedno, mislim, da se ne želijo pogovarjati, no? Vsakemu je neprijetno, glede tega. To je le neko, bom rekel, spolno področje, ali kako ne rečem, ne? In tu ni, da bi se v javnosti o tem govorilo toliko, ne? Sem slišal primer, da so prijatelji se srečali, takrat, ko sem še v UKC delal v Mariboru, da so se srečali spodaj v ambulanti za neplodnost. Eni so prišli za ambulanti, drugi pa so šli noter in so rekli, kaj pa ti tu delaš? Dejansko so se ful družili, ampak se o tem niso pogovarjali med seboj, ne? Da imajo te iste težave, ne? Kar je žalostno, ne? Prijateljom bi mogel nekako zaupati, samo nekako ne. Dosti krat je, ker se kdo heca z tega, ne? In potem če ima človek pa res te težave, ne? Mu pa je ful neprijetno in jaz se glede tega več ne hecam, bom rekel tako, ko smo se včasih, ko smo bili mladi, ne? Ker vidim, da ljudje, ki imajo te težave, jim je zelo neprijetno, niso v dobri, mislim, ne počutijo se dobro ob tej temi, ne? In tudi, če se kdo drugi heca, recimo od znancev, v kakšni družbi, jaz to kar prekinem, se rekel, s tem se ne šalim, ker nikoli ne veš, kakšne težave ima, kjer je človek in ne. In to ni hec, to pač... Ja, se konči fazi tudi, če tako vzameš, veš, dosti kratko med moškimi prija, pa pubeca boš te naredil. Kaj imaš meglo ali pa karkoli, ne. Ni to, mislim, odkar delam na tem področju, sem videl, da to ni tako primerno, no.
Ja, se strinjam. Ja. Sploh, če se tako hecamo, mislim, če se bi kdo tako hecal, pa drugi imajo dejansko težave. Ne da noče imeti otroka, pa da bi rad imel otrok, pa ne more imeti. Ja, to je potem še dosti hujše. Ne. Ja, v bistvu dejansko se tudi trudi, ne? Ja. Pa mu ne uspe. Ne? Ja, pa ga s tem zelo lahko prizadeneš. On se sicer lahko nasmeje, ampak ne. Ja. Ni to. Poglabljaš tisto njegovo bolečino. Ja. Martin, povej mi še, zdaj si že kar nekaj časa potem na inštitutu, si kdaj razmišljal, da bi pa mogoče presekal ta vozel in bi rekel, zdaj bom pa se potrudil, ustanovil inštitut v Lenartu. Kakšne so tvoje ambicije? Bom rekel tako, v Sloveniji, dokler je takšna zakonodaja, sploh ne moremo o tem razmišljati. Zakonodaja se tukaj na tem področju ne spreminja, ne? Vsaj na tem, da bi dovolili, zdaj, če pogledamo aktualne zadeve, ne? Sploh ne dovolijo zdravnikom, da bi delali v zasebnem, pa v javnem, ne? Da jim še to omejujejo, nam omejujejo sploh, da bi delali čisto zasebno, ne? Kot zasebniki na tem področju. To so samo neke omejitve v Sloveniji in takšno okolje, to je brez konkurence, to je slabo za paciente, če me vprašate. Ljudje nimajo izbire, ne? In to se samo bo se te poglabljale stvari tukaj. Koliko jaz spremljam zadnje dogodke z politike, to je nič dobrega nekako. Nekoč si se tudi sam ukvarjal s politiko. Je bil tudi to tvoj namen, da bi mogoče želel kaj spremeniti? Bil si v končni fazi tudi Večerova osebnost Štajerske. Ja, jaz sem bolj ko ne bil premoran začeti malo se ukvarjati več s politiko. Ne. Najprej seveda zaradi tega, ker sem moral iti v tujino delati, če sem hotel preživeti. Potem pa, ko sem bil v tujini, me pa še država, bom rekel, nepravično obdavčuje neki dohodek, za katerega ni ona zaslužna. Ne. In mi je še dala neke kazni. Takrat sem se pa začel s tem malo bolj ukvarjati s politiko in sem videl, da dejansko vse temelji na politiki. In da nažalost pač pri nas se ne gleda, kaj je prav, kaj je narobe. Ne. In se samo gleda, kako bo država dobila več denarja, ne. Pa jih bo komu drugemu to razdelila, ne. Takim, ki si ne zaslužijo. Jaz sem želel spremeniti marsikatero stvar, ne. Tudi na področju zdravstva bi lahko spremenil, da bi bilo bolj odprto, da bi lahko ljudje, ki so zavarovani s tole svoje zavarovanje, uveljavljali kjerkoli, kjer želijo, ne. Ker dejansko so zavarovani. Ne. In zdaj trenutno imamo moj avto boljše zavarovanje, recimo, kot ne, v Sloveniji, kot pa državljan Slovenije. Ne. Ja. Ne. Dobro, jaz sem zdaj zavarovan v Avstriji, ne, teda meni je tak, jaz imam avstrijsko zavarovanje, teda tudi če grem v Sloveniji k zdravniku, to plača vse avstrijska zavarovalnica. Tako da sem bolj kot ne samoplačnik. Ne. Ja, sem pa bolj kot ne se omaknil iz tega področja, ker vidim, da je težko tu kakšne stvari tako spremeniti, če ni neke medijskega, bom rekel, nepristranskega poročanja. Je pa dejansko tudi od človeka zahteva izjemno časa, ne? Ja. Potem še raznega napora in nekih debat, ampak ja. To je pa, ko vidi, ko človek spozna, ne, kako deluje celoten sistem po enem in istem vzorcu že 30 let, na kak način bidlajo določene kandidate, na kak način omejujejo konkurenco tudi na političnem področju. Potem vidiš, da je treba korenito spremeniti neki ta volilni sistem, pa prepovedati kakšne določene ankete, zato da se lahko ljudje normalno odloča, ne pa da se jim prej v podzavest dejansko podtakne, koga naj volja, koga pa ne. Torej, zdaj bomo imeli privatno kliniko, mislim, bi mogoče? Verjetno bi hitro nastale kakšne več privatnih klinik, če bi bilo to področje, če bi se omogočilo. Jaz mislim, da Slovenija ima potencial. Jaz vem, da v Sloveniji imamo polno zelo dobrih strokovnjakov.
ki deluje v tem sistemu in so z njim tudi nezadovoljni. Na tem področju nas šibajo tudi Bosna, ki ima zelo dobre IVF centre. Recimo, ne, vse države bivše Jugoslavije, bom rekel, ne, imajo neke privatne centre, se razvijajo, nudijo pacientom neke individualne programe oziroma ne, da pristope ne, se bolj posvetijo pacientom. Pri nas pa se mi zdi, da bolj kot ne so ljudje številke. Ne. In ni tak, bom rekel, za pacienta ni dobro poskrbljeno. Ja, zelo dobro dela. To ni kaj strokovno. Mislim, jaz sem se tu v Mariboru res naučil strokovnosti, zelo dobri strokovnjaki. Ampak odnos do pacienta oziroma to, kar si pacient želi, to pa sem v Avstriji spoznal. Ne. V Avstriji pa sem spoznal dejansko tudi Slovenci, ki so prišli v Avstrijo, so povedali, ne, kaj jih je v slovenskem zdravstvenem sistemu motilo. Ampak to, dokler bo tak, dokler ne bo konkurence, dokler ne bo nekih zasebnih klinik, bo tako ostalo. Si kdaj razmišljal potem tudi, da bi se preselil z družino v Avstrijo? Ja, to sem razmišljal, ampak to sem prepozno začel razmišljati, ko so otroci že začeli v šolo hoditi. Ko je država, bom rekel, se spravila na čezmejne delavce, sem takrat razmišljal, da je mogoče pa šli, ampak ko so enkrat otroci v šoli, da jim zamenjaš okolje, ko imaš tukaj hišo, je zelo težka odločitev to. Marsikaj zraven potegne. Marsikaj zraven potegne. Po drugi strani pa je tak, ne, to je moja domovina, ne, zakaj bi se jaz mogel odseliti iz domovine, zato ker eni delajo slabo. Naj se oni odselijo. Ne. Tisti, ki Slovenije delajo slabo, ki parazitirajo na proračunu, tisti ne grejo. Ne. Tisti delovni, ki smo sposobni, pa ostanemo tukaj. Ne. Ja. Ok, mislim, da smo kar dovolj dobro obdelala zadeve. Če bo slučajno kakšen klic, bomo tudi potem preusmerili. Dobro. Če bojo vprašanja ali karkoli, bomo preusmerili na tebe, da boš mogoče komu pomagal, svetoval. Veseli me tudi, da si uspel najti vseeno poklic, v katerem ful uživaš. Ker se vidi, da ti je to ful veselja. In malo kjer ugotovi, kaj je res tisto, kar rad počne, ne? In vseeno jaz rečem, da že to je dar. Da prideš v življenju do tega, da ugotoviš, da tisto delo, ki ga boš delal celo življenje, obožuješ. Ne? In že to je zelo dosti vredno. No? Jaz sem zelo vesel, ne, da se je tako išlo. Meni se je zelo dobro išlo, bom rekel, kot mikrobiolog, da sem potem prišel na področje, kjer sem se najdel. Tako da to sem zelo vesel. Pač je trajalo, da sem prišel do tega področja, ampak na koncu pa sem ugotovil, da je to tisto pravo področje, kjer bi želel ostati. To je top. Ja. Ok, hvala Martin. Hvala za pogovor. In se vidimo in beremo in gledamo in poslušamo v drugem podcastu Neukvirjeno.